Pozdravljeni. Pred nami je že vikend posvečen veliki nagradi Singapurja in kot običajno v uvodnem prispevku si bomo ogledali vse tiste zanimivosti ter značilnosti, še preden se bodo aktivnosti na sami progi pričele. Kot običajno bo tudi tokratni uvodni prispevek razdeljen na 3 dele. V prvem si bomo ogledali zanimivo dirko iz preteklosti, v drugem se bomo ustavili pri samih značilnostih proge v Singapurju, v tretjem, zadnjem bomo pa še nekaj minut porabili za samo vremensko napoved. In danes se bomo vrnili v sezono 2017, eno izmed tistih velikih nagrad Singapurja, ki so zaznamovale zgodovino dirk Formule 1. Seveda, mnogokrat sem že omenil, da po mojem osebnem mnenju je SF70H, bolid scuderie Ferrari iz sezone 2017, eden izmed najbolj konkurenčnih. Sebastian Vettel je tedaj imel eno izmed največjih priložnosti, da bi z bolidom scuderie iz Maranella postal svetovni prvak. Velika nagrada Singapurja je bila takoj za veliko nagrado Italije. In po končani dirki v Monzi je Sebastian Vettel za Lewisom Hamiltonom zaostajal le za 3 točke. In na kvalifikacijah za veliko nagrado Singapurja smo videli, da je bil Ferrari Sebastiana Vettela v enkratni formi. Osvojil je najboljšo štartno pozicijo, za njim Max Verstappen, nato Daniel Ricciardo, Kimi Räikkönen, šele 5. in 6. Hamilton ter Bottas. V zadnjem delu kvalifikacij je Sebastian Vettel bil za več kot 3 desetinke hitrejši od Maxa Verstappena. In to nam da vedeti, kolikšna prednost je bila takrat na strani samega Ferrarija. A pravzaprav, če smo pošteni, v tistem položaju je bilo najbolj pomembno, da je Sebastian Vettel dirko končal pred Lewisom Hamiltonom in vloga Kimija Räikkönena takrat bi morala biti tista, da bi se nekako vsilil med enega in drugega ter še povečal razliko. A pred začetkom velike nagrade Singapurja je deževalo. Asfalt je bil vlažen in mi navdušenci smo verjetno videli nekaj, kar si pravzaprav nihče ne želi. Sebastian Vettel, kot da bi popustil pod pritiskom, je imel rahlo počasnejši štart. Max Verstappen je imel recimo temu normalnega, ampak Kimi Räikkönen je takrat uspel izpeljati odlično. In kar naenkrat pred zaviranjem v prvi ovinek so se vsi trije znašli v štric. In tu izgleda, da je Sebastiana Vettela pograbila panika. Namesto da bi, na primer, Verstappena spustil predse, kajti tudi če bi bil drugi na koncu velike nagrade Singapurja, ne bi bil slab rezultat, je začel zapirati linijo. In podobno si je mislil Kimi Räikkönen. Prišlo je do trojnega trka, ki je vse 3 nastopajoče izločilo iz dirke. In to ne samo, da je pomenilo izgubo lepe priložnosti za Ferrari, na stežaj je odprlo vrata Lewisu Hamiltonu, ki je dobil tako podarjenih 25 točk. Namesto da bi izgubil nekaj točk, jih je še pridobil in to ogromno. Lahko bi dejali, da v sezoni 2017 je bil glavni preobrat prav na dirki za veliko nagrado Singapurja. Nato se je zgodba še bolj zapletla na naslednjih 2 velikih nagradah, a o tem kdaj drugič.
Cestne ulice Singapurja so verjetno nam, navdušencem, dobro znane. Preden se spustimo k samim lastnostim proge, si moramo ogledati bistvene spremembe, ki bodo na letošnji veliki nagradi Singapurja. Namreč zaradi gradbenih zahtev bomo videli, da v tistem zadnjem delu je prišlo do precejšnje poenostavitve. Tu na vaših ekranih je shema proge, kot smo jo vajeni iz preteklih izvedb. A med 15. in 20. ovinkom po starem bo sedaj prisotna ravnina. In to vidimo na tej novi shemi poteka kroga, ki bo dolg 4940 metrov. A verjetno marsikoga izmed vas zanima, kaj to pomeni. Krog bo hitrejši za približno 20 sekund in dirka za veliko nagrado bo dolga 62 krogov. Ampak če smo običajno spremljali velike nagrade Singapurja, ki so trajale okrog 2 ur, si lahko sedaj mislimo, da bo letošnja velika nagrada Singapurja končana približno v uri in pol. Seveda to pomeni, da pravzaprav tudi ostale lastnosti proge so rahlo spremenjene. Najprej si moramo zavedati, da gre za ulično dirko, ki ima tiste specifikacije, imenovane stop and go, pospeševanje ter zaviranje, kjer seveda vidimo vrednost 4 in 5. Ne smemo pozabiti tudi na tisti aerodinamični oprijem, ki ima najvišjo vrednost, kar je seveda razumljivo. Kar se tiče samega asfalta, so vrednosti v povprečju in seveda na sami fotografiji smo lahko videli, da pravzaprav tudi asfalt ni tako grob. A konec koncev se moramo zavedati, da je tu Pirelli pripeljal pnevmatike C3, C4 in C5, pravzaprav iste, kot smo jih videli v Monci. A kljub temu so vrednosti, ki spremljajo pnevmatike, bistveno drugačne. Kar se tiče previsnega kota, je ta na prednji osi -3,5 stopinje, na zadnji osi -2 stopinji. Ampak bolj pomembno je tisto, kar nam pove sam minimalni predpisani tlak v pnevmatikah. 22 funtov na kvadratni palec na prednjem paru koles in 19 funtov na kvadratni palec na zadnjem paru koles. Seveda, razlika je znotraj tistega pričakovanega, ampak na splošno je tlak nižji kot običajno. In seveda, če to povežemo s previsnim kotom, predvsem na prednjem paru koles, nam je jasno, da se tu trudijo čim bolje spraviti bolid v ovinek s čim večjim oprijemom spredaj, kajti proga je tipična takšna, da zahteva ravnotežje na zadnjem paru koles. Predvsem pospeševanje in seveda zaviranje je tu kritično, kar pa vidimo tudi na grafiki, ki jo je predstavil Pirelli na finalni osi, je z oranžno barvo pobarvan samo zadnji par koles in še to pomeni, da pravzaprav tu ne prihaja do kakšnih kritičnih vrednosti. Seveda, videli bomo med samim potekom dirke za veliko nagrado, kako se bodo pnevmatike obnašale, a sedaj je na vrsto prišla še vremenska napoved. In tu boste videli, da velika nagrada Singapurja iz sezone 2017 ni bila izbrana po naključju. V petek oblačno. Temperature se bodo gibale med 26 in 32 stopinjami Celzija. Obstaja približno 20% možnost padavin, ne v nočnih urah, ampak v popoldanskih. Seveda, treba je poudariti, kot verjetno veste, da v Singapurju bomo spremljali kot zmeraj nočno dirko svetovnega prvenstva Formule 1. Temperature okrog 30-32 stopinj Celzija pomenijo, da se bo asfalt hitro osušil, a obstaja relativno majhna možnost, da bo prvi prosti trening na mokrem asfaltu.
Temperatura v soboto se ne bo bistveno spremenila, ampak verjetnost dežja se bo podvojila. 40-odstotna verjetnost pomeni, da na tretjem prostem treningu bi lahko videli kakšen naliv, kakšno ploho. Seveda zopet za same kvalifikacije se bodo zadeve osušile. Kaj pa v nedeljo? Še za 20% se bo zvišala možnost padavin, čeprav temperature ostajajo v istem razponu in možnost ploh seveda podnevi in ne ponoči. A kljub vsemu, pred začetkom dirke za veliko nagrado bi se dalo zgoditi, da bo asfalt vlažen, tako kot davnega leta 2017. A kot običajno gre za napoved. Videli bomo skupaj, kako so bili tudi tokrat vremenoslovci natančni. Za naš uvodni prispevek k veliki nagradi Singapurja bo pa, kot ste razumeli, to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.